lagala, naprimer, kako je prišlo do odkritja orožja v Mariboru, da je bilo tam streljanje, je bil to čisto nek drug dogodek. Tam okrog moje vloge pri Alstomu, pri Ruseju, pri tej elektrarni Ruse, pri ženi z prodajo Sija in podobno. Moja vloga je bila nekakršna. Jaz sem prišel oktobra 1991 na obrambno ministrstvo in takrat je veljal embargo in mi nismo takrat niti kupili, niti prodali, ko sem jaz bil tam, niti enega kosa orožja ali streljiva, razen to, kar me tu kao bremeni. Gre pa za to, da smo z Mitjem Gasparjem podpisala menjalno pogodbo. Pravzaprav predlog je bil dan Mitji Gasparji, da zamenjamo neko orožje z Hrvatsko. Ampak to je bilo poslano moje prošnje, ki sem jaz podpisal na vlado in tu ni bilo nobene trgovine. Ja, jaz mislim, da je kar ves čas, odkar sem jaz tam bil, ta embargo bil. Zdaj, a je tu bilo zdaj kršitev embarga ali ne, to pač zdaj ne morem ocenjevati. Glejte, jaz nisem niti prejel, niti dal nobene obljube, tudi ne prejel ali dal kakršnega koli denarja. To vztrajam in to se počasi na sodišču tudi iz razprave v razpravo vidi. 1. septembra 2005 je bil ta sestanek na pobudo Črnkoviča, ker je tudi sam napisal v članku v Delu. On me je prosil, da dam referenco njemu kot bivši šef na logistiki. Takrat je šlo samo za to, da iščejo partnerje v proizvodnji. Ni šlo za to, da bi ministrstvo kupovalo te osemkolesnike. No, in jaz sem tam samo to rekel, da je on v redu, tudi firma, da se zavedam, da je majhna, vendar on kot povezovalec in koordinator pa bi bil dober. In tudi v zapisnikih potem piše, ne vem v katerem, mislim, da ni dnevnom, piše, Zagožen pa je bil bolj tiho. Čujte, jaz to ne vem, nimam tu neke razlage, taka laična bi bila morda ta, da je gospod Drago Kos hotel, da ni zaupal takratnemu ministrstvu pod vodstvom Janeza Janše in se je šel sam kriminalista, s tem pa uporabil in zlorabil funkcijo predsednika protikorupcijske komisije. Ne vem, jaz pač to mislim, ker je ta depeša pač imela eno čudno pot, kolikor vem.